Blejski hotel Ribno se je odločil za korenite spremembe. Kot prvi v Sloveniji se ponaša z nazivom Zero Waste Hotel, hotel brez odpadkov. 2 leti in pol nazaj so začeli z udejanjenjem koncepta Zero Waste. Rezultati so že vidni. V tem času jim je z različnimi ukrepi uspelo povečati odstotek ločeno zbranih odpadkov 40 na 92 odstotkov. Nekje do 60-70 odstotkov se kar da prihne, malo nastavimo te koške, pa ločujemo, pa je to. Nekje od 70 naprej pa morajo biti storjeni res radikalni koraki. Ta koncept poudarja pot k nič odpadkom. Kot je povedal direktor hotela Ribno Matija Blažič, koncept Zero Waste ni zapleten. Potrebno je le spremeniti miselnost. Če bi se pa ozrl malo, 10, 20, 30 let nazaj, bi pa vsak vedel, se jaz doma, ko smo kilo kruha kupili, smo jo do kraja pojedli. Noben še prešvrgo, salamo, ko smo kupili, mama ni nove prinesla, In tako naprej. In enostavno, rekel, malo se vračamo v preteklost, kar se tega tiče. Potrošniška družba nas je mečken, rekel, kupujemo preveč, porabljamo preveč. Kako to udejanjate? Nekaj primerov v praksi, recimo, kaj ste novega uvedli? Kar ste verjetno že pogledali, tukaj zajtrk je serviran popolnoma drugače. Prej je bilo vse v majhnih pakiranih, zdaj je vse v dozatorjih, v velikih pakiranih, da si dejansko naloži, kar hoče. Ker če ti dobiš pakiranje, rad bi ga pa sam pol pojedel, ga moraš druge pol kanto vršiti. Tam na dozatorju pa lahko izbereš, koliko boš vzel. Isto velja za vse ostale zadeve. Po sobah smo koše umaknili, v nobeni sobi nimamo več koša, jih imamo na hodnikih in tam lahko gostje ločujejo. In so celo navdušeni. Od začetka majhen mogoče bukov pogledajo, pa jim poveš, zakaj se gre, pa pravijo, to je pa fajn. In ločujejo. Vse smeti stehtajo in podatke sproti analizirajo. Največ sprememb so uvedli v restavraciji in v kuhinji. Smo analizirali, kaj se pri obrokih porabi, kaj se ne. Tisto, kar se ne porabi, smo nehali ven dajati. Recimo imamo korejske goste, ki smo jih zmeraj probali razveseliti za slovensko hrano. Jo niso nikoli pojedli. In smo jim začeli prilagojeno dajati, oziroma se vnaprej posvetovati, kaj pa vi bi. Se niso zahtevni, samo Korejc pač določenih stvari ne jem, mu daš potico, jo vsak pusti. Nažalost, ampak je pač tako. Take stvari, se pravim, življenjske, normalne, nič tako zapletene. Dodatni ukrepi so namenjeni znižanju porabe energije in zmanjšanju porabe vode. Vodo v plastenkah so zamenjali z vodo v steklenicah, seveda pa svoje goste spodbujajo, naj pijejo vodo iz vodovoda. Tudi v glamping predel so vpeljali spremembe na področju ravnanja z odpadki. Ideja o hotelu brez odpadkov se je zaradi ogromne količine odpadkov, ki nastajajo v restavracijah in hotelih, porodila v Italiji. Zaposlenim v hotelu Ribno pa so jo prvi predstavili partnerji projekta Ekologi brez meja. Prvi hotel je pred nami, torej hotel Ribno, ki se je pogumno odločil za to pot. Dokazuje tudi ta mogoče malo daljša doba to, da gre za res eno večjo spremembo, da ni zgolj seznam nekih točk, ki jih je potrebno pač obkljukati, ampak gre za spremembo miselnosti, spremembo, ki jo v bistvu izvedejo na koncu vsi zaposleni skupaj. Hotel Ribno je s strani italijanskega predstavnika prejel naziv organizacije Zero Waste in postal prvi slovenski hotel brez odpadkov. Uveljavljanje koncepta za hotel predstavlja velik izziv. Pa si verjetno želite, da tako na Bledu kot tudi recimo drugod po Sloveniji, da bodo sledili vašemu vzoru? Jaz vem, da bodo. Tukaj nimajo izbire, ker recimo, da je to zdaj naša konkurenčna prednost, ampak to ne bo dolg, to bo pomanjkljivost drugih, če ne bojo tega uvedli. Jaz mislim, da v tem oziru mi konkurenčne prednosti ne bomo dolg imeli, ker bojo šli drugi za nam. Tako da absolutno bojo šli za nam. Tega si želijo tudi blejski turistični delavci. Direktor turizma Bled Tomaž Rogelj hotel Ribno vidi kot simbolično točko, kjer želijo, da bi bilo čim več hotelov. Na tak način, kakor so se tega lotili v hotelu Ribno, ali na podoben način. Skratka, da bi odgovorno ravnali z vsemi temi stvarmi, ki povzročajo onesnaženje, oziroma da varčujemo z energijo, pa naredimo ta svet še lepši, kot je, če je možno.
zato moramo biti odgovorni do okolja in takšne ponudnike išče vedno več turistov. Slovenija velja za zeleno turistično destinacijo. Hotel Ribno in koncept Zero Waste pa predstavljata dober zgled, ki ju je vredno posnemati.